Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana je v tednu mobilnosti tudi letos organiziral Oviratlon. Festival, ki spodbuja zavedanje, da je univerzalna dostopnost dandanes nujna. Osebe z okvaro sluha se srečujejo z velikimi komunikacijskimi ovirami. Gluhi prostovoljci iz Društva gluhih in naglušnih Ljubljana so na tem dogodku mimoidočim predstavili slovenski znakovni jezik. Tako da je zelo, bom rekel, je prijetno, ker pride veliko otrok in otroci so zelo dojemljivi za drugačno, za nove stvari, tako da se tudi kakšne nove kretnje naučijo, vidijo, kako je, če so gluhi med nami, da je to drugačen način komuniciranja. Tako da za njih mislim, da je koristno, da že od malih nog naprej se na nek način spoznajo z gluhoto oziroma vsaj vidijo, začutijo, da so tudi gluhi med nami in nad tem pravzaprav rastejo v življenju, potem dobijo neko drugačno izkušnjo in so tudi verjetno bolj, bom rekel, strpni, večja strpnost, zavedajo se pač tudi drugih stvari v življenju. Pri vsem tem našem prizadevanju tukaj na Oviratlonu sodelujejo gluhe osebe, zraven je pa tudi tolmač znakovnega jezika, zato da ni ovir v komunikaciji. V glavnem pa gluhe osebe pokažejo kretnjo, tolmač razloži in tako pravzaprav poteka komunikacija.
Obiskovalci so se na oviratlonu poleg sporazumevalnih ovir, s katerimi se vsak dan spopadajo osebe z okvaro sluha, seznanili še s preprekami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani ter slepi in slabovidni.